Spoštovani, prav lepo pozdravljeni v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Dobrodošli, upam si trditi, v najlepši občini na svetu, v turistični destinaciji Kranjska Gora, ki se lahko pohvali s številnimi lepimi dolinami, prelazi, gorami, ki pa so na račun preteklega dela številnih ekip postale včasih tudi preobremenjene. In mogoče je čas, da se začnemo prav zares resno pogovarjati in tudi nekaj narediti in omejiti promet v alpskih dolinah in prelazih, s tem pa narediti življenje preprostejše, ohraniti Alpe in ustvariti pogoje za pravi butični gorski ali pa gorniški turizem. V Ljudskem domu v Kranjski Gori je potekal posvet Vrata Vršič, umirjanje prometa v dolinah. Sam posvet sklicuje županja občine Kranjska Gora, ki so se ga udeležili ministrica za infrastrukturo magistra Alenka Bratušek, minister Uroš Brežan in še mnogi drugi in obljubili, da se končno po 18 letih premikajo stvari na bolje. Današnja tema bo zagotovo umirjanje prometa v dolini Vrata in pa seveda na našem najvišjem cestnem prelazu Vršiču, zato so z nami kar pomembni gostje. Lepo pozdravljamo v naši družbi gospod magistrico Alenko Bratušek, ministrico za infrastrukturo. Pozdravljam tudi gospoda ministra za naravne vire in prostor, gospoda Uroša Brežana. Pa županja občine Kranjska Gora, gospod Henriko Zupan. In predstavnika občine Bovec, po pooblastilu župana Valterja Mlekuža, pozdravljam Marka Pretnarja. Lep pozdrav vsem in tudi vsem vašim članom ekipe. Pozdravljamo pa seveda tudi v naši množici med nami številne pomembne soudeležence, deležnike na gorskem prelazu Vršič ali pa v dolini Vrata, predstavnike Planinske zveze, predstavnike Planinskega društva Dovej Mojstrana, predstavnike turističnega društva Dovej Mojstrana in Kranjska Gora, svetnike in svetnice in tudi vse, ki ste se v zadnjih letih in desetletjih trudili, da bi bilo pri nas lepo. Za začetek pa bi dal besedo kar gostiteljici, naši župani, gospe Henriki Zupan. Jaz bom na kratko predstavila, kako je potekal ta projekt umirjanje prometa v dolino Vrata in čez prelaz Vršič. Ta dva projekta imata kar dolgo brado. Tečeta praktično od leta 2005. 2006 je bil projekt zagnan in potem ponovno še ena študija narejena leta 2009. Si predstavljate, koliko let pa še danes zadeva ni urejena. Moram reči, da vse skozi se je občina Kranjska Gora trudila tako z državo kot s pristojnimi ministrstvi, strokovnimi službami, ostalimi deležniki, tudi z lastniki zemljišč, kako urediti promet, da bo čim manj obremenjen. Zavedati se moramo, da je dolina Vrata, tako kot cesta čez prelaz Vršič, v območju Triglavskega narodnega parka, našega edinega narodnega parka, in tega se je treba zavedati. Moram reči, da potem je intenzivno v letu 2015 občina pristopila in se aktivno vključila in sodelovala z ministrstvi, strokovnimi službami, se srečevala na sestankih, zadeve urejala. Tukaj se je dejansko tudi občina aktivno vključila, tako da je dejansko izpolnila vse nekako obljube oziroma zaveze, ki so bile potrebne, da bi se projekt premaknil. Občina Kranjska Gora je izvedla parkirišče v Mojstrani, potem je izvedla projekt obračališča za umirjanje prometa v Vrata. Dogovarja se z lastnikom, da se bodo odkupila zemljišča. Občina Kranjska Gora zagotavlja brezplačni prevoz v dolino Vrata. Občina Kranjska Gora
skupaj z sosednjo občino zagotavlja, seveda s pomočjo sredstev Triglavskega narodnega parka, tudi prevoz čez Vršič. Tako da tukaj se trudimo, iščemo rešitve, ampak zadeva se ne premakne. Danes pa smo se srečali tukaj, da se bomo pogovorili in seveda strani ministrstva tudi dobili morda kakšne bolj konkretne rešitve in podatke. Henrika Zupan, županja občine Kranjska Gora, sklicali ste poseben posvet, na katerega ste povabili številne deležnike od Planinske zveze, turističnih društev, občine, svetnikov, skratka precej populacije in obravnavali problem umirjanja prometa v obalpskih dolinah, predvsem Vrata in Vršič. Ja, tako je. Današnji posvet mislim, da je bil zelo uspešen. Dobili smo kar nekaj obljub in prepričana sem, da se bodo te zadeve realizirale. Občina je bila zelo vpeta, tudi v preteklih letih moram reči, da tako kot je bilo že na posvetu povedano, da so se prvi projekti za umirjanje prometa začeli delati že leta 2005, 2006, 2009 je bila druga verzija tega projekta. Intenzivno se je začelo delati na projektu leta 2015. Moram pa reči, da leta 2022, ko se je cesta v Vrata asfaltirala, se je pa tudi, bom rekla, zavezala in tako država, da bo promet uredila. Občina je izpolnila vse zaveze, ki jih je dala, tako da imamo urejeno parkirišče pred Mojstrano, narejen je projekt za zapornico in tudi projekt za obračališče. Pri Vršiču, pri umirjanju prometa čez prelaz Vršič, pa občina prav tako intenzivno sodeluje. Moram reči, da tudi sofinancira avtobusni prevoz. Na ta način si želimo, da je prometa z osebnimi avtomobili čim manj in da si čim več ljudi nekako izbere za prevozno sredstvo javni avtobus. Tako da tukaj pa računamo, da bo država dejansko zdajle v najkrajšem možnem času pripravila projekt za zapornice, za obračališča, tako na naši strani kot tudi na bovški strani. Ali je na parkirišču iz Mojstrane že možno parkirati kljub temu, da še ni zapornice? Parkirišče v Mojstrani tudi ne bo urejeno z zapornico, ampak je parkirni sistem enak kot na vseh parkiriščih v Kranjski Gori. To je bilo dogovorjeno že prej. Dejansko pa se iz tega parkirnega prostora, bom rekla, naši obiskovalci, turisti lahko odpravijo v Vrata z javnim prevozom. Javni avtobusni prevoz tukaj občina tudi brezplačno sofinancira in organizira. Za ta dogodek, posvet ali pa okroglo mizo, kakorkoli rečemo temu, smo se z županjo dogovorili na zadnjem obisku, od katerega ni prav dolgo. Tako da mi se pravzaprav z reševanjem prometne problematike na teh dveh območjih, se pravi Vrata in preko Vršiča, ukvarjamo pravzaprav od oktobra ali pa jeseni lanskega leta. Tako da jaz v uvodu ne bom prav dolga, ker jaz pričakujem, da danes povemo točno, kje smo, kaj še moramo narediti in dokdaj to lahko naredimo, da bo situacija, ne bom rekla odlična, ampak vsaj vzdržna in da se to, kar je povedal gospod, ki nas napoveduje, ne bo zgodilo. Skratko, da do takega kaosa ne pride in verjamem, da že v letošnjem letu bomo skupaj z občino Kranjska Gora zagotovili, da se tudi kaotično stanje iz lanskega leta, ki smo ga bili deležni, tukaj pa predvsem na Vršiču, ne bo ponovilo. Celovita rešitev, takšna kot bo na koncu, smo mi prepričani, najboljša, je v letošnji sezoni, glede na to, da smo že sredi julija, skoraj neizvedljiva, ker pač moramo mi tudi določene javne razpise speljati, da lahko nabavimo stvari, ki jih potrebujemo, ampak absolutno to ne pomeni, da že v letošnjem letu še enkrat skupaj z
občino ali pa občinami ne bomo naredili stvari boljše, kot so bile v lanskem letu. Tako da jaz potem predlagam, da v nadaljevanju razdelimo posebej Vrata, posebej Vršič, pa gremo zelo konkretno pogledati, kaj je bilo v tem obdobju narejeno, kaj bo še v prihodnjih dneh, tednih narejeno, zato da bomo resnično lahko zagotovili, da stvari, govorim tle na teh dveh državnih cestah, ja, obe sta državni cesti, tečejo pač najbolje, kar je mogoče. Sodelujemo absolutno tudi medresorsko, zato je z nami minister za naravne vire in prostor in tudi kar nekaj sodelavk in sodelavcev, ki so na teh sestankih usklajevali stvari. Včasih je tudi, bom rekla, težko kakšno stvar uskladiti, ampak jaz verjamem, da smo našli takšne rešitve, ki so sprejemljive, dobre in predvsem rešitve, ki bodo, kot sem zdaj že trikrat povedala, uredili ta prometni kaos, ki smo mu bili priča v lanskem letu. Udeležili ste se tega posveta zelo pereče problematike, kar je umirjanje prometa v Vrata in seveda tudi na Vršič. In končno po 18 letih, kot je bilo rečeno, se bodo zadeve, upamo, premaknile v pravo smer. Zadeve se že premikajo v pravo smer. Že letos bomo v dogovoru z občino, z ljudmi, ki jih bo v skladu z dogovorom med nami občina zagotovila, da bodo na nek način urejali promet. Z naslednjo sezono pa bo to urejeno tudi mehansko ali pa fizično z zapornicami. Tako da jaz sem prepričana, da so to stvari, ki absolutno so bile potrebne in grejo v pravo smer. Bi pa seveda hkrati pozvala ljudi, da uporabljajo javni prevoz, ki ga občina Kranjska Gora organizira in s tem zmanjšajo problem, ki dejansko je pereč problem na teh dveh območjih. V dolino Vrata in pa tudi na Vršič je zelo velika gostota prometa in ta promet pravzaprav ovira tudi vse tiste, ki hodijo peš v Vrata in v te alpske doline. Ja, to je problematika, o kateri smo danes govorili in rešitve, ki so na mizi, bodo seveda pomagale tudi tem stvarem in še enkrat apel vsem, da uporabimo, če se odpravimo v hribe in če smo pripravljeni potem hoditi 8 do 10 ur, se verjetno lahko na začetku in na koncu tudi 10-15 minut peljemo z avtobusom. Skupaj ste se odločili, da z Ministrstvom za naravne vire in pa okolje in pa Ministrstvo za infrastrukturo probate vsaj v nekaj letih rešiti ta pereč problem. Zdaj že tretjič poudarjam, da smo že naredili prve korake in že letos sem prepričana, bo stanje boljše, kot je bilo v lanskem letu, ko je res bilo marsikaj narobe in je bila situacija res zelo pereča, ampak vse stvari se pa ne da narediti čez noč, ker je pač tudi pri teh postopkih treba spoštovati zakonodajo, javne razpise speljati in vse, kar pa še tukaj zraven. In seveda precej deležnikov je v tem problemu. Precej deležnikov in v bistvu se od oktobra naprej zelo aktivno ukvarjamo z iskanjem rešitev, zato da smo prišli do tega, kar smo danes ljudem predstavili in moj občutek je, da so bili z vsem skupaj kar zadovoljni. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi vsem skupaj, tudi v imenu ministrstva, ki skrbi za naravo, vode in prostor. Nisem še bil, če povem po pravici, na nobenem obisku kakršnikoli občini, ki ne bi bila najlepša na svetu in v Sloveniji. Mogoče je to povezano s tistim rekom, da povsod je lepo, doma je najlepše. Delim v veliki meri mnenje, ker tudi sam prihajam iz Julijskih Alp in mi zaigra srce, ko se pripeljem v te kraje. Tu Marko se smeje in me pozna dobro in ve, da je temu res tako. Hvala županja za vabilo. Lepo, da imamo danes tudi predstavnika občine Bovec, ker je to neobhodno potrebno, da
imamo sodelovanje na takih projektih in pa seveda ministrica, s katero sva se o teh stvareh že pogovarjala in mislim, da imava na tem najvišjem nivoju možnem političnem zavedanje in zelo dobro veva, da je potrebno pri takih stvarih, kjer je nujno usklajevanje do tiste najnižje ravni uradniške, včasih tudi na vrhu videti široko sliko in potem pripeljati zadeve tudi s pomočjo nekega leadershipa, da bom rekel, do srečnega zaključka, da pridemo do tega, kar si v tem trenutku želimo. Jaz bi rad rekel, da je umirjeno prometa bistven del urejanja obiskovanja Triglavskega narodnega parka, da je Triglavski narodni park prvenstveno namenjen naravovarstvenim ciljem, da pa je obiskovanje, pa tudi trajnostni razvoj, trajnostna mobilnost ena od stvari, s katerim se tako v okviru Triglavskega narodnega parka kot tudi v okviru našega ministrstva ukvarjamo. Da bi prišli do zaključka takih projektov, je nujno potrebno sodelovanje tudi na terenu z občinami in pa seveda med pristojnimi ministrstvi. Jaz mislim, da sva danes že z najino prisotnostjo skupaj z ministrico tu pokazala, da se zavedava, da je to problem in da bova naredila vse, da ga rešiva na tak način, da bomo ohranjali tiste vrednote, za katere smo tukaj na naši strani z vidika varstva narave, na drugi strani pa, da to naravo, to lepoto znamo pokazati na tak način vsem obiskovalcem, da bodo tu dobili izkušnjo, ki jo bodo zavedno zapomnili. In to gotovo ni čakanje v kakšnih kolonah na cesti ali pa med razgreto pločevino, ampak je to nek pogled na zeleno naravo in brez gneče. To bo tisto verjetno, o čemer se bomo danes tudi pogovarjali, da pridemo do pravih rešitev in to skupaj. Sodelovanje pa mislim, da že to, da sedimo v taki sestavi tu za to mizo, bo gotovo konstruktivnost. Za sebe in svoje sodelavce lahko to gotovo rečem, verjamem, da je pri ministrici enako, pa tudi tu na nivoju lokalnih skupnosti vidim, da je ta pripravljenost. Hvala. Uroš Brežan, minister za naravne vire in pa okolje in pa prostor. Udeležili ste se tega posveta, prav gotovo se tiče tudi vašega ministrstva. Kako vi razmišljate o umirjanju prometa v Vratih, kar smo slišali danes zelo široko in razpravo, prav tako pa tudi za Vršič? Umirjanje prometa je tudi eden od ciljev javnega zavoda Triglavski narodni park. Vrata in tudi Vršič spadajo v Triglavski narodni park. Z tega vidika javni zavod sodeluje pri vseh postopkih, ki jih vodijo tako na Ministrstvu za infrastrukturo kot tudi v lokalnih skupnostih. Ključno pri teh stvareh pa se zdi to, da so tako ukrepi, ki jih pripravljamo na državni ravni, na nivoju občin, usklajeni tudi z Triglavskim narodnim parkom, ki ima kot enega prvih ciljev seveda zapisanega varstva narave. Trajnost pa je seveda tista, ki tudi vodi vsa delovanja in more biti pred očmi vseh, ki se ukvarjajo s kakršnimi koli ukrepi na teh območjih. Kako ohraniti pravzaprav okolje, ki je zelo pomembno za ta konec alpskega prostora, in seveda je to pravzaprav po eni strani je to težko, glede na to, da gre toliko in toliko prometa vsak dan čez Vršič, prav tako tudi prejšnja leta v Vrata? To je izjemno kvalitetno območje, imamo
naravno in kulturno dediščino, ki nam jo zavidajo povsod po svetu. Z tega prihaja tudi pritisk obiskovalcev na ta območja in ni enostavno upravljati z tem pritiskom. Vidi se, da je potrebno na teh območjih se soočiti tudi z omejevanjem prometa in rešitve, ki so bile danes prikazane tako za Vrata kot za Vršič, so gotovo korak v pravo smer. To, da se v Triglavskem narodnem parku ukvarjamo z konceptom nosilne sposobnosti območij, je tisto, kar bo moralo priti v zavest vseh, ki se ukvarjajo z turizmom, z gospodarstvom, z varovanjem naravne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in verjamem, da tudi taki posveti prispevajo k temu, da to zavestimo in da bomo naravo, ki jo imamo tukaj, ohranjali za prihodnje rodove. Ali menite, da to pripomore k temu štetje avtomobilov, kot se je dogajalo sedaj v zadnjem letu tudi za Vrata? Gotovo. Vrata so ena najbolj obljudenih dolin v Triglavskem narodnem parku in z tega vidika je režim, ki se ga uvaja in ki je bil dogovorjen z vsemi deležniki, pot naprej, ki ji moramo slediti. Mi smo kot je ministrica povedala, od jeseni naprej imeli, mislim, da 4 sestanke, na katerih smo iskali rešitve. Glede na to, da smo se sedaj najprej sfokusirali na Vrata, bom tudi povedal, kaj je tista stvar, tista rešitev, ki smo jo za deležniki nekako ocenili, da je primerna oziroma sprejemljiva, ker pogledi na rešitve so različni. So tudi različni deležniki, prebivalci, Planinska zveza, Triglavski narodni park, obiskovalci in tako naprej. Skratka, tako kot je ministrica povedala, so rešitve v bistvu v 3 korakih oziroma v 3 fazah. Glede na to, da nas je od lanskega leta oziroma od letošnjega leta, ko smo začeli tudi z dejansko reševanjem tega problema, nas je sezona malo prehitela, zato smo za to sezono predvideli prvi korak, da občini omogočimo, da bi v Vrata, tako kot bo uredila tudi, oziroma že uredila javni prevoz, omogočili tudi službi, redarski ali kakorkoli bomo temu rekli, urejanje prometa v samo Vrata, se pravi, da se izognemo vsem problemom, ki pri preobsežnim obisku ali prezasedenosti nastajajo. V drugem koraku pa bomo že do konca te poletne sezone, pa bojo to iz direkcije na to bolj natančno obrazložili, kakšne so časovnice, ker se peljejo tudi javna naročila, bo postavljena zapornica, ki bo dejansko dovoljevala določeno število vozil, ki so še dopustna za vstop v dolino Vrat. Tako da rešitev za dolino Vrat v letošnji sezoni je nekako z človeškimi resursi in z informiranjem in z javnim prevozom. V naslednji sezoni oziroma proti koncu sezone, ko bo direkcija to tudi lahko izpeljala, pa bo postavljena, bom rekel, infrastruktura, ki bo omejevala dostop oziroma dopuščala dostop, ki je dopusten strani narave, obiska, vsem ostalim bo pa na voljo tudi javni prevoz. To je nekako dogovor, se pravi, mi omejujemo število vozil, ne omejujemo pa dostopa ljudem z javnim čistim prevozom do nekih naravnih virov. Tako da taka je zdaj časovnica, take so bile rešitve na naših skupnih sestankih in kakšni so koraki, bom rekel, za samo izvedbo te zapornice in vseh tehničnih. No, pa smo pri kraju z Vrati, pa preidemo lahko na Vršič, torej na najvišji cestni gorski prelaz v Sloveniji, na enega najlepših, spet, kot smo prej rekli, v Evropi in na svetu. Na tistega pod katerim sem tudi jaz živel svojo mladost in sem na Vršič še bolj navezan kot na Vrata. Se pa spomnim,
da karkoli sem potem kot turistični vodnik peljal kakšne upokojence proti vrhu Vršiča, sem jih mogel že v Kranjski Gori v pomotne proteze dajo ven, če ne bomo najdel drug dan na avtobusu. Govorimo o slabi cesti. Cesta na Vršič je po moji oceni bila resno prenovljena še v času izgradnje dobrega starega cesarja Franca Jožefa, potem pa če dalje manjkrat. Oziroma, Tito je še enkrat predvsej dobro obnovil v 60 letih, se mi zdi, potem je bila pa ta cesta zmeraj nekje v slepem črevesu. No, saj Josip Lavtižar je pisal, da smo mi slepo črevo Kranjske in tle se je to izkazalo za resnico, kajti cesta je bila ves čas pozabljena od Boga in države, ko pa so jo prenavljali in za vso sezono zaprli promet, se je pa zgodila prenova parih kilometrov, kar pa pravzaprav je bilo tako, kot bi zlil kozarec vode v Blejsko jezero, pa pričakoval, da so gladina dvigala. Tako da dejansko mislim, da je čas, da se cesta poprav uredi, seveda pa tudi promet na njej. Trenutno omejujemo promet na cesti, predvsem na ta način, da je cesta v tako slabem stanju, da avtobusarji noče več po cest voziti. Ampak to je en tak čuden način omejevanja, ki ga Evropa ne pozna, vsaj razvita ne, in jaz mislim, da se moramo tega lotiti drugače. Torej najbrž tudi zapornico, najbrž tudi s kakšnim omejitvam ali pa s kakšnim bolj pogostim in bolj ugodnim javnim prevozom. Pa me zanima, kako obe ministrstvi gledate pa na Vršič in na ta problem, ki smo pa tukaj z rešitvam. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako kot v Vrata smo tudi na Vršič istočasno s pobudo začeli sestanki, tako smo prej povedali, z vsemi deležniki, ki smo jih ocenili, da na začetku morajo sodelovati in je prav, da sodelujejo, tako občine, Triglavski narodni park, Planinska zveza, MNVP, na koncu tudi zavod ZVKDS Kranj. Skratka, mi smo enako kot pri Vratih ocenili 2 koraka, zato ker nas je sezona, ker smo začeli majčkeno prehitela, ampak nič zato mi korakov ne ustavljamo, potem tudi direkcija, tako kot smo prej natančno povedala, kakšna je časovnica, jaz bom pa samo kakšne rešitve smo pri urejanju Vršiča določili oziroma se dogovorili. Se pravi, prvi korak v letošnji sezoni bo enak kot v Vratih, se pravi, ministrstvo oziroma direkcija bojo ne danes, ampak v najkrajšem možnem času enako podpisali sporazum v urejanju, upravljanju parkirišč in možnosti seveda, da občina v tej letošnji sezoni že z svojimi ljudmi pomaga odpravljati vse prepreke, ki so bile lansko leto, da se nam ne ponovi kaos parkiranja na cesti, ker policija je tudi deležnik tega in ima neskončno problemov, ko ljudje ne upoštevajo cestno-prometnih predpisov, od znakov do parkiranja in tako naprej. Tako da letošnjo sezono bo to urejeno z ljudmi oziroma s pomočjo občine in z javnim prevozom. In če imam od danes dopoldan tudi prav podatek za še eno tablo informacijsko, kjer bo označevala število vozil oziroma promet, bo Drsi na koncu povedal bolj natančen podatek. In v naslednji sezoni rešitev, ki jo že imamo, pa bi mogoče bila že malo bolj usklajena, je pa rešitev 2 zapornic, se pravi rešitev na Vršiču, ki jo predvidevamo, sta zapornice na obeh straneh Vršiča, se pravi na Kranjskogorski in na Bovški. Na Kranjskogorski strani na koncu jezera Jasna, kjer pred Pišnico. Na tej strani bo Drsi povedal, pridobivamo še pogoje in usklajujemo pogoje z Zavodom za kulturno dediščino, da pustimo čim bolj naravo ohranjeno, tako kot mora biti. Moramo pa zagotoviti seveda tukaj predvsem eno stvar, ker tukaj pa ne gre za cesto, ki se zaključi, ampak cesto, ki je državna povezovalna cesta in dejansko povezuje Bovec oziroma Trento in Kranjsko Goro z eno in drugo dolino oziroma je to glavna povezava za marsikoga, zato mora to ostati prevozno, prehodno in sistem bi bil v naslednjem letu nekako
tako delujoč, se pravi, omejeno je število parkirišč, tukaj so seveda ponovno naravovarstveni pogoji, katere še usklajujemo, se pravi število parkirišč, ki bo vzdolž Vršiča in na vrhu, se pravi število, ki posmatramo, da je optimalno primerno. In to bo število seveda, ki bo namenjeno parkiranju, zelo omejeno število in tudi cena, za katero se bo na koncu študije videlo, da je primerna, da odbija ljudi, da hodijo na kavo z lastnim prevozom, ampak da uporabljajo javni prevoz. In seveda pas za vse tiste, ki migrirajo, ali so to zaposleni, ali so turisti, ali so zgolj obiskovalci, se pravi, da brezplačno pridejo Vršič v nekem doglednem času, se pravi, to bo tudi študijo dogovorjeno oziroma določeno, pravi prevoz, ne vem, je to 40 minute na ura, 50 minut, koliko traja od ene do druge zapornice. To bo čas, kjer bodo tisti, bom rekel, migranti, turisti, vsi dnevni, kakorkoli, brez kakršnih koli plačil ali kakršnih koli drugih problemov prehajali eno in drugo zapornico in imeli prost pretok prometa, kar je za državno cesto ključnega pomena. Vsi tisti, ki bojo pa želeli seveda obiskati vse te neke turistične točke, pa ali z javnim prevozom, ali zelo omejeno število, tisto, ki bo seveda na koncu določeno za višji znesek, se pravi, da to ne bo nek turizem z avtom v Triglavski narodni park, kar je gospod že prej povedal, da moramo take stvari, kar omejevati oziroma delati trajnostno, tako kot se tudi v Vratih deluje trajnostno. Marko Pretnar, tudi vi ste se udeležili tega posveta umirjanje prometa v Alpskih dolinah. Kako pa vi gledate glede na vašo bovško stran? Ja, vse to sem tudi na posvetu povedal, namreč to, kar je Ministrstvo za infrastrukturo predvidelo, to se pravi, da bo urejalo mirujoči promet na Vršiču, je seveda izjemno dobrodošlo. To, kar se je dogajalo v zadnjih letih, najbolj pa pravzaprav lansko leto, ko je bil Vršič praktično zaprt vsak dan, je bilo potrebno posredovanje redarjev, policije in tako naprej, to seveda pomeni tudi za nas zaprta cesta. Cela Slovenija praktično pozna našo težavo preko zimskih mesecev, ko smo se velikokrat srečevali tudi na nivoju ministrstva in poskušali reševati to težavo, da se Vršič ni čistil, kljub temu, da so bile recimo snežne odeje tanke ali pa malo snega v zadnjih letih, predvsem zaradi podnebnih sprememb, potem smo dosegli kar nekaj korakov naprej, tako da se zdaj recimo Vršič čisti, dokler ni seveda nevarnosti plazov. No, istočasno se nam je pojavila po zadnjih letih težava, da je zaprta cesta tudi poletje. In mi smo pa seveda kot prebivalci doline, ki je dolga do Vršič, preden se začnemo vzpenjati na Vršič 25 km do Bovca, doline, ki ima samo en izhod, oziroma en vhod je en izhod, ali kakorkoli gledamo nasprotno, je težava v tem, da ne moramo, smo opozorili na to, da ne moramo gledati samo ceste od Kranjske gore pa do izvira Soče, to se pravi samo vzpenjanje na Vršič in spust z Vršiča, ampak je treba pogledati, urejati celotno traso. Namreč s tem, ko se bo urejal mirujoči promet na Vršiču, bo seveda prišlo do sprememb prometa tudi v naši dolini in nedvomno, ko se bo omejeval mirujoči promet na Vršiču, se bo potem povečal promet v dolini. In to seveda pomeni, da bo še večji kaos, kot je. In nekdo je, to nas zelo, zelo skrbi, ker nekdo iz publike je rekel, ja, zato da bomo, oziroma moderator rekel, zato da bomo lahko potem 15. avgusta lahko prišli z rešilcem na Vršič. Ja, lahko bomo prišli na Vršič, ampak če bomo zaprli samo Vršič in ne gledali celostno do Bovca, ne bomo prišli 15. avgusta ali pa tudi mestne z rešilcem do doline Trente. To je naša težavica. In zato smo tudi opozorili ministrstvo oziroma za infrastrukturo pa DRSI, da moramo usporedno s tem, ko urejamo mirujoči promet na Vršiču, gledati seveda tudi mirujoči promet v dolini, usporedno reševati javni prevoz,
in seveda ne samo javni prevoz, ampak vso infrastrukturo, ki je vezana na javni prevoz, avtobusna postajališča in tako naprej. Miro Eržen, podpredsednik Planinskega društva Dovje Mojstrana, na samem posvetu ste zastavili kar precej vprašanj glede umirjanja prometa, dali pa ste tudi pobudo, da se je vse skupaj začelo premikati. Ja, to je res. Spremljal sem, kako je potekal, vsaj kar je bilo možno, projekt v preteklih letih, ampak potem sem začutil, da je prišlo do zastoja, praznine in z tega vidika smo v Planinskem društvu pripravili opis stanja in tudi predloge in jih posredovali ministrstvo za infrastrukturo, ki je na osnovi tega potem začel z resnimi aktivnosti, ki so vodili na koncu tudi do tega, kar je bilo danes predstavljeno in pa seveda tudi ta posvet je bil rezultat nekako tega, posredno. Ali ste tudi vi zadovoljni, da se končno začnejo stvari premikati v pravo smer? Ja, zadovoljen sem s tem, da se neke rešitve nakazujejo. Upam, da gredo v pravo smer, popolnoma bom pa zadovoljen takrat, ko bom ugotovil, da je sistem logičen in da omogoča delovanje tako tistih, ki imajo gospodarski interes, kot tudi obiskovalcev in pa seveda tudi krajanov, ker ne smemo pozabiti pa na krajane, če ne bodo prave rešitve, potem bodo prometni problemi pa posred moje strani. No, iz vaše strani ste pa skeptični v zvezi z javnimi prevozi. Ja, skepticizem ali pa bom rekel, pojavlja se seveda pomislek o tem, glede na to, kako praktično po celi Sloveniji se podobne aktivnosti načrtujejo in temeljijo na javnem prevozu. Vidimo pa, da prevoznikov, ki bi to izvajali, praktično ni in s tega potem človek se vprašaš, vse bomo na to stavili, če pa teh prevoznikov ne bo, bo pa tudi vse padlo. Smo pa ugotovili, da je problematika obeh alpskih dolin zelo, zelo široka. Določene probleme ali pa izzive bomo rešili hitro, kakor kaže. Zahvaljujem se obema, torej gospe magistrici Alenki Bratušek, ministrici za infrastrukturo in gospodu ministru, gospodu Urošu Brežanu, ministru za naravne vire in prostor. In za sklepno besedo predajam pa mikrofon naši župani, gospe Henriki Zupan. Hvala lepa. Hvala, jaz bom pa odgovorila še. Pločnik do Šumice je predmet projekta, to se pravi predmet tega urejanja zapornice, tako da ta zadeva se ureja. Kar se tiče WC-jev in čiščenja, moram reči, da to pobira smeti naša komunala, se, bom rekla, odziva, bomo pa poskrbeli, da bodo šli pač večkrat pogledati. Kar se tiče WC-ja, bomo pogledali, ostale zadeve so se pa tikale bolj urejanja, bom rekla, prometa. Jaz bom za zaključek rekla, vsem hvala, ker ste prišli. Mislim, da smo veliko slišali oziroma je bilo veliko povedanega. Jaz verjamem, da se bodo zadeve uredile, je pa tako, kot je bilo že rečeno, postopoma ni možno narediti vse naenkrat, ampak verjamemo to, da se bo rešitev oziroma da je rešitev pred vrati, da prvi koraki bodo narejeni, tako kot je bilo rečeno, v naslednjem letu. Občina Kranjska Gora bo pa že v letošnjem letu, podpisali bomo zdaj te sporazume, fizično urejala nekako parkirišča brez pobiranja parkirnine, ampak samo urejala promet, tako da verjamemo, da bo pretočnost na Vršiču zagotovljena. Še enkrat vsem hvala za obisk in seveda hvala vsem ministerskim ekipam, da so se nam pridružili in nam pač podali oziroma nam predstavili rešitve. Hvala lepa.